sočustvujem za zobozdravnico, ki se ji je to zgodilo, in jaz upam, da bo zbrala moči in pogum, da se bo vrnila v to delovno okolje. Si pa predstavljam, da to ni lahko, saj se je prav v tem delovnem okolju zgodil ta dogodek, ki jo je lahko izjemno prestrašil, se je bil v resnici nevaren. Ti dogodki se v zadnjem času v slovenskem zdravstvu dogajajo kar preveč pogosto. V lanskem letu v 3 največjih slovenskih bolnišnicah več kot 700 takih dogodkov, skoraj 100 takih, kjer je prišlo do neposrednega fizičnega nasilja. Nekako izgleda, kot da so ljudje dobili neko dovoljenje, da se lahko z zdravstvenim osebjem grdo ravna, da bodo na ta način lahko zdravstvo urejali. Žal temu seveda ni tako. Vsi vemo, da tak dogodek samo oteži zdravstveno obravnavo in na koncu škoduje pacientu, ki je to storil. Ogroženi se pa počutijo in v stresu tudi ljudje, ki so recimo v čakalnici, ki tako situacijo opazujejo. Enako se je zgodilo tej zobozdravnici, kjer je v resnici prisotnost ljudi v čakalnici zanjo pomenila varnost, ampak saj ljudje ne hodimo v zdravniku zato, da bi preprečevali nasilne dogodke, ampak zaradi svojih problemov. No in temu je namenjena ta pobuda zdravstvenih delavcev, ki so jo vložili 2 kolegici, dr. Nina Kočavar Guček in jaz v parlament, da bi sprejeli tako zakonodajo, ki bi ljudi v veliki meri odvračala od takih nasilnih dogodkov. Seveda ne pomeni, da bomo na ta način lahko vse preprečili. Imamo opraviti tudi s pacienti, recimo, ki so nasilni zaradi bolezni neposredno, gre za kakšne, nevrološke okvare in podobno, ampak vendarle vzpostavil se bo nek red, nek način obnašanja v zdravstvenih ustanovah. To pričakujemo s to pobudo in si želimo, da bi jo dejansko podprli tudi v parlamentu.